Dober večer in lepo zdrav vsem skupaj na to za borovnico praznično soboto. Folklorna skupina Šumnik, ki v njej deluje že kar nekaj let in je obogatila marsikatero druženje, nas je povabila v goste. Prepuščamo se njihovim načrtom. Veseli so, zato bo ta večer predvsem vesel. In poln hvaležnosti za vse, kar imamo, kar nam je dano, in za kar smo se trudili in pri tem uspeli. Hkrati pa bo upanja poln za vse, kar se nam v življenju še obeta, pa danes morda še zdaleč ne vemo. Da je na življenje treba gledati z njegove svetle plati, nam bodo pokazali gostje folklorna skupina Veselje. Da se življenje še zdaleč ne konča, ko gre človek v pokoj in njegovi otroci od doma, nam bodo pokazala dekleta v plesni skupini Tince. Da vsaka slaba stvar prinese tudi nekaj dobrega, pa nam bosta razkrila Barbara in Klemen. O čem govorim, boste izvedeli v nadaljevanju. Najprej pa gostitelji z Gorenjsko.
dekleta, ki jih zasrdijo pete takoj, ko zaslišijo glasbo. Radi verjamete, kaj ne? Obstajajo tudi taki fantje, ker so dokazali v folklorni skupini Šumnik. A z leti ali pa s tableti, kakor hočete, pri njih to malce pojenja. To vemo tudi marsikatere žene, kaj ne? Naslednja se nam bo na odru predstavila plesna skupina Tince. 9 let že delujejo, zbrale so se na pobudo predsednice domačega društva upokojencev Deskle Anhovo. Skupino so poimenovale po doslej najstarejši Slovenki, desklanki Katarini Marinič, ki je dočakala, pozorno prisluhnite, skoraj 111 let. Daleč je še do tja, kaj ne dekleta. Tince se za takšne in drugačne omejitve ne zmenijo kaj dosti. Rade potujejo, zlasti v sosednjo Italijo, kjer so v Lignanu v kategoriji Senior Show leta 2012 osvojile plaketo za prvo mesto. Lani ste jih spoznali na šovu Slovenija ima talent, uvrstile so se v polfinalni boj in, kot pravijo, je bilo zelo lepa in nepozabna izkušnja. Pokoj pa, kot kaže, še zdaleč ni tako mirno obdobje, kot bi si mislili. This old house once knew his children. This old house once knew his wife. This old house was home and comfort as they fought the storms of life. This old house was friend and laughter. This old house heard many shouts. Now it trembles in the darkness when the lightning walks about. Ain't gonna leave this house no more. Ain't gonna leave this house no more. Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges. Gonna fit the window pane. Ain't gonna need this house no longer. He's getting ready to meet the saints. This old house is getting shaky. This old house is getting old. This old house that's in the rain. This old house that's in the cold. Oh, his knees are getting chilly, but he feels no fear of pain.
Z nami so bile gajstne primorke, bi lahko rekli, zdaj pa pridejo na oder še eni gostje. Folklorna skupina Veselje ni kar tako. Gre za skupino gluhih in naglušnih folklornikov, ki jih vse druži veselje do plesa. Kot pravijo, glasbo začutijo prek poudarjenega ritma, s pozornim opazovanjem in osredotočenostjo na zaporedje plesnih figur. Folklorna skupina Veselje v tej sestavi deluje v sklopu Mestnega društva gluhih iz Ljubljane že 9. leto. Poudariti pa velja, da želijo s svojim delovanjem doseči, da bomo bolj razumeli vse osebe, ki se spopadajo z ovirami na področju zaznavanja. Pravijo, da se njihov svet samo na videz razlikuje od sveta tistih, ki jih pri poslušanju ovira le zavest. Torej, le to, ali vključimo naša ušesa, poslušamo in slišimo, ali pa se izklopimo in ne slišimo ničesar. Vsi mi smo kdaj pa kdaj gluhi, to moramo priznati. S svojimi plesnimi koraki nas bodo zdaj lepo peljali na Goričko. Ne bi mi več rasla, bo odpela plesalka folklorne skupine Šumnik in odlična vokalistka Kristina Košir, pesem pa boste lahko poslušali tudi v znakovnem jeziku. Plesalci bodo nadaljevali z goričkim valčkom, Pajrišem, s plesom z zanimivim imenom Jereberovžem, nato sledi nekaj različic Sotiša, ter na koncu Cepel polka. Pri vsem tem priznam bi tudi jaz potrebovala prevajalca. Uživajte! Ljubica Ljubljana,
Lep večer je danes, kaj ne? Zdaj nas bo spet razveseljevala domača folklorna skupina Šumnik. Gre za skupino mladih Borovničanov, ki jih druži ljubezen do pleca in petja. Člani so v večini mladi dijaki in študenti, zato jim volje in zagnanosti prav zares ne zmanjka. Plešejo plese, prepevajo pesmi različnih slovenskih pokrajin, Bele krajine, Štajerske, Prekmurja, Notranjske, Gorenjske, pa tudi v Trst in Rezijo nas lahko popeljejo, o čemer se bomo nocoj še prepričali. Na vajah se zbirajo ob sredah zvečer, verjetno ta podatek ni kar zastonj tukaj prisoten, morda povabijo koga zraven. V začetku novembra pa se navadno udeležijo intenzivnih vaj, na katerih ves konec tedna posvetijo ljudskim plesom in pripravam na letni koncert. Kar nekaj teh so že pripravili in z gosti vselej ustvarili prijeten in zanimiv večer v duhu preteklih časov. Vsako leto se udeležijo območnega srečanja folklornih skupin, kjer svoje plesno znanje in delo predstavijo strokovnjakom. Sicer pa se skupina z veseljem odzove vsakemu povabilu in rada zapleše na različnih prireditvah. Zdaj bomo z njimi pokukali v Treno.
na guardo pridimo, te naše mlade vidimo. Ko na guardo pridimo, te naše mlade vidimo. Naše mlade rezjankice, ki imajo kratke jakice. Naše mlade rezjankice, ki imajo kratke jakice. Kratka janka, kratek pas, ki raste tripče ven čez pas. Kratka janka, kratek pas, ki raste tripče ven čez pas. Laboratorij Thomasa Edisona je decembra leta 1914 povsem uničil požar. Čeprav je škoda presegla $2 milijona, so bile zgradbe zavarovane samo za dobrih $200,000. V plamenih je tako tistega večera izginilo veliko Edisonovega dela. 24-letni sin Charles je mrzlično iskal očeta med ruševinami. Našel ga je, kako mirno opazuje prizor. Bil je star 67 let, ni bil več mlad, a ta dogodek mu ni vzel poguma. Naslednje jutro je namreč pogledal požgane ruševine in dejal: v nesreči je velika vrednost. Vse naše napake so zgorele. Hvala Bogu, lahko začnemo na novo. 3 tedne po požaru je Edisonu uspelo izdelati prvi fonograf. Včasih nas preizkušnje, ki nas doletijo, ohromijo, dobesedno ali pa v prenesenem smislu. V teh trenutkih je ključnega pomena to, kakšen pogled na svet imamo. Če bi bili vsi Edisoni, ne bi pogupali. Danes imamo v naši druščini še ene goste, ki kljub oviram vidijo, da se marsikaj zmore. Barbara in Klemen, izvolite.
Danes predvsem skušamo opogumljati, da je vse, česar se lotimo, lahko mogoče, le če res hočemo priti do cilja. Od vseh žalostnih besed, izgovorjenih in napisanih, so najbolj žalostne naslednje: lahko bi bilo. Teh besed verjetno Tince ne poznajo. Ne ozirajo se nazaj, ampak gledajo naprej. Poznate zgodbo, ko so se osel, Muha, enodnevnica in Želva pogovarjali o življenju? Muha je rekla: ko bi imela več časa, bi bilo vse bolj enostavno. Si lahko predstavljate, kako vse urediti v 24 urah. V tem času se rodiš, zraseš, trpiš, si srečen, ostariš in umreš. Vse v tako kratkem času. Osel je rekel: kaj bi dal, da bi lahko živel le toliko časa? V tako kratkem času preizkusiš vse, kar je. Čudovito mora biti. Kratko, ampak pošteno. Ne razumem vaju, se je vmešala Želva. Stara sem 300 let. Ne bi imela dovolj časa, da bi vama hotela povedati vse, kar sem doživela. Že pred 200 leti sem si želela, da bi bilo tega življenja konec. Zavidam ti, je rekla oslu. Tebe pa pomilujem, je rekla Muhi, enodnevnici. Osel pa pravi: kaj vse bi dal, da bi lahko živel 300 let? Imeti mnogo časa in življenje res užiti. To mora biti čudovito. Vsi trije so nekaj časa razmišljali, potem pa stopili do Pajka, ki je bil zelo moden. Ta jim je rekel: Želva, nehaj se pritoževati. Kdo pa ima toliko izkušenj kot ti? Muhi, enodnevnici, je dejal: poslušaj, nehaj godrnjati. Kdo pa še ima toliko veselja v tako kratkem času? Oslu pa nič. Ko ga ta le pobara, kaj bo njemu rekel, mu Pajek odgovori: nič, ti bi rad oboje. Osel si bil in osel ostaneš.
vprašala njihove može, kaj so dejali, ko so prvič prišle domov z idejo, plesale bomo. Prav zanima me, kakšni bi bili odgovori. Neka deklica se je rodila v revni družini v Združenih državah Amerike. Bila je 12. od 22 otrok. Vsi so bili rahlega zdravja in slabotni. Tudi zanjo so tistega davnega leta 1940 dvomili, ali bo preživela ali ne. Ko je bila stara 4 leta, je zbolela za škrlatinko in pljučnico. Bila je v smrtni nevarnosti. Posledica bolezni je bila ohromela leva noga. Morala je nositi jekleno opornico, a na srečo je imela mater, ki jo je opogumljala. Mama je svoji hčerki, ki je bila zelo bistra, govorila, da lahko kljub svoji nepokretni nogi v življenju naredi karkoli hoče. V 4 letih se je naučila ritmične hoje, kar je bil medicinski čudež. Potem je nekega dne dejala, da želi postati najhitrejša tekačica na svetu. Pri 13 letih je začela teči. V šoli se je vedno udeleževala tekmovanj, a je bila vedno zadnja. Vsi so ji govorili, naj neha. Toda nekega dne je na cilj prispela predzadnja. In potem je nastopil dan, ko je v teku zmagala. Od takrat je zmagala na vsakem teku, ki se ga je udeležila. Vilma se je vpisala na univerzo, kjer je srečala dobrega trenerja. Ta je opazil njenega neuničljivega duha, njeno vero v uspeh in njen izreden naravni talent. Tako dobro jo je treniral, da se je udeležila olimpijskih iger. Tam je postala njena tekmica, najboljša tekačica na svetu, Nemka Jutta Heine. Nihče jo še ni premagal. Toda v teku na 100 metrov jo je premagala Vilma Rudolf. Tudi na 200 metrov jo je premagala in tako osvojila že 2 zlati olimpijski medalji. In premagala jo je tudi v štafeti, ter dobila še 3. olimpijsko medaljo na olimpijskih igrah leta 1960 pri svojih 20 letih. Se še spomnite? Začela je teči, čeprav je bila že hoja v ritmu medicinski čudež. Zdaj je pač spet čas za Šumnik.
so polne zgodb o nadarjenih ljudeh. Albert Einstein je šele s 4 leti začel govoriti. Isaac Newton je bil v šoli slab. Urednik časopisa je odpustil Walta Disneya, ker ni imel dobrih idej. Joseph Haydn ni hotel nuditi glasbene izobrazbe Beethovnu, ker se mu je zdelo, da je brez glasbenega talenta in da počasi dojema stvari. A vendar so vsi ti ljudje imeli ob sebi nekoga, ki je verjel vanje. In to je najbolj pomembno. Šumnikom smo bili v Prekmurju, zdaj se z veseljem selimo na Gorenjsko. A zanimivo podrobnostjo, brez glasbe bodo plesali. Ne potrebujejo je.
V nadaljevanju na oder spet vabimo Barbaro Šamperl in Klemna Pirmana. S plesom sta se že predstavila, a še nista rekla zadnje besede. Tudi jaz o njiju ne. Svojo plesno pot sta začela pred 6 leti, pod okriljem plesnega kluba Zebra trenirata standardne in latinsko-ameriške plese, ter zastopata Slovenijo na mednarodnih tekmovanjih, ki so del mednarodnega paraolimpijskega komiteja. Za seboj imata kar nekaj odličnih rezultatov. Letos sta si v Belgiji priplesala prvo mesto v standardnih plesih in freestylu. Pred kratkim pa sta se vrnila iz svetovnega prvenstva v Rimu z 9. mestom v obeh disciplinah. Barbara in Klemen, poleg tekmovanja in treningov vodita plesne delavnice, s plesalci plesnega kluba Zebra oblikujeta plesne predstave, s svojimi točkami nastopata na prireditvah in dogodkih, ter si prizadevata, da bi ples na vozičku dobil čim več navdušencev, tako na tekmovalnem kot na družabnem nivoju. Zdaj pa jo vprašam, kako je bilo na začetku. Odkud veselje do plesa, Barbara? Ne vem, iz življenja, verjetno ne vem, pač rada plešem, to je to. Cerebralna paraliza je bila od nekdaj vaš sopotnik, se pravi, da ni bilo nikoli pravzaprav plesnih korakov brez vozička. Po osvojeni stopnici za finalni nastop v šovu Slovenija ima talent ste denimo dejali, da če si na vozičku, ni treba misliti, da si ubog, da nič ne moreš. Ravno tako se da uživati. To smo lahko videli, odkot črpate moč, kaj je tisto, kar vas žene in odkot morda sploh ideja, da bi začeli prav s plesom. Od malega sem hotela plesati, sem hotela postati balerina, pa pač to ni bilo mogoče. Pa se mi je pa v času študija ponudilo preko študijskih dejavnosti, preko društva študentov invalidov. 10 let nazaj približno sem se prvič poskušala s plesom, nekaj let zatem potem srečala Klemna in začela tekmovati oziroma plesati standardne in latinsko-ameriške. Klemen je kaj drugače, kako sta pravzaprav prišla skupaj? Ja, v bistvu, jaz sem že bil v klubu, sem imel prej eno drugo plesalko, ki je zaradi prenapornih treningov potem zaključila svojim plesom. Tako da pa so se z Barbaro spoznala, pač užitek je zato, ker se da veliko stvari prilagoditi in narediti na tak način, kot se dela tudi pri hodečih plesalcev in to je največji izziv. Koliko treningov je? Zdaj imela smo na primer v lanskem letu kar vsak dan treninge po 2 do 3 ure, letos mečkaj manj zaradi službe pa takih drugih obveznosti, tudi kot da zdaj pa nekaj po 3-krat na teden. Bravo, aplavz. Arriva, fugi, va.
Ravnatelj je obiskal prvi razred in vprašal učence, kaj bi radi postali, ko odrastejo. Sila pogosto vprašanje, ko srečamo otroke, kaj bi radi, kaj boš, ko boš velik. Rad bi bil mogoč, je rekel eden. Ravnatelj presenečeno pogleda. Mogoč? Zakaj si med vsemi možnostmi izbral prav to? Zato, ker mi očka in mamica vedno govorita, da sem nemogoč. Danes so nam vsi nastopajoči dokazali, da so, čeprav so bili kot otroci verjetno kdaj nemogoči, postali mogoči. Ker so uresničili tisto, kar nosijo v sebi. Uresničili so svoj talent in ga predvsem darovali naprej. Folklorna skupina Šumnik bo svoj današnji letni koncert sklenila z rezijanskim spletom. Nami jo džala z noroku.
Dobro, da nismo v kakšnem bloku, bi zdaj zbudili tiste spodaj, kaj ne? Ob koncu večera, pri koncu namreč smo, bi se radi zahvalili vsem sodelujočim, ki so pripravili nocojšnji večer. Najprej zahvala vsem našim gostom. Hvala folklorni skupini Veselje, prosim predstavnika skupine Tončko Žunič in Marjana Rečeta, da ima izročimo skromne darilce. Hvala tudi plesni skupini Tince, vodjo skupine gospo Jožico Stanič, vabim še enkrat na oder. Tudi tokrat preseneti, pride z drugega konca. Hvala Barbari in Klemnu. Folklorniki se seveda zahvaljujejo svojima voditeljicama Sabini in Jednarji. Sabini v teh dneh želijo, so zapisali, da bo v tretjem porodniškem letu uživala v lepih in prijetnih trenutkih in nepomembno, da bodo noči čim bolj naspane. Za Jednarjo pa navijajo, da bodo kaj malo zaplesali na kakšni ohceti. Hvala tudi gostujočim muzikantom folklorne skupine Šumnik, violinistki Katarini, basistu Tonetu in klarinetistu Nejcu. Sta se izgubila in prihitela, evo. Nekam drugače izgledajo zdaj, ne? Hvala tudi moji pomočnici, Mojci Korenjak, ki je pomagala moje besede prenesti in zakonov urediti. Zahvala pa tudi vsem ostalim, ki so prispevali, da je večer kar se da lepo uspel. Folklorniki se jih bodo zahvalili pozneje, lahko pa jih seveda preberem. Hvala Slavici Marti Ošaban in Mileni Škulj za pomoč pri postavitvi scene, Marku Zupanu, ki je poskrbel za tehniko, Radio Ognjišče za izposojo opreme in pomoč pri oglaševanju, folklorni skupini Klas in akademski folklorni skupini France Marolt za izposojo narodnih noš. Hvala prostovoljnemu gasilskemu društvu Brezovica pri Borovnici in osnovni šoli, da lahko folklorniki uporabljajo te prostore za vaje. Hvala podjetju Jurček za donacijo, Franji Rep za pomoč pri pogostitvi nastopajočih in hvala Urbanu Čepovnu za grafično ureditev plakata in koncertnega lista. Iskrena hvala, pa seveda lahko zaploskate vsem skupaj. Iskrena hvala pa tudi vsem vam, drage obiskovalke in obiskovalci, da podpirate tovrstne prireditve in navsezadnje folklorno skupino Šumnik. Svojo prisotnostjo dajete vedeti, da njihov trud ni zaman. In če ste se imeli lepo, potem bi vas radi povabili še na en lep dogodek,
na Miklavžev dan, 6. decembra, ko bodo darila že vsa, verjetno nekje pospravljena, zvečer v telovadnici osnovne šole, v kateri smo zdajle, bo gostitelj ansambel Livada in obljubljeno, da bo en lep večer. Hvala pa tudi Tani Dominko, moji sodelavki, ki je več kot odlično opravila svoje delo. Se strinjate? Kar nekaj takih spodbudnih zgodb smo slišali nocoj in mislim, da brez te ne smete oditi domov. Nekega dne je Thomas Edison prišel domov in dal mami pismo. Učiteljica mi je dala to pismo in rekla, da ga moram dati direktno in samo tebi, je rekel mami. Med branjem pisma je mama dobila solzne oči. Sinu je prebrala. Vaš sin je genij. Naša šola je premajhna zanj, saj nima tako dobrih učiteljev, da bi ga lahko učili. Predlagamo, da ga učite sami doma. Mnogo let po mamini smrti je Thomas Edison postal eden največjih izumiteljev stoletja. Nekega dne je pregledoval družinske zadeve. Našel je tudi zloženo pismo v kotu predala mize. Vzel ga je in odprl. V pismu je pisalo: vaš sin je mentalno zaostal. Naj ne hodi več v to šolo. Edison se je zjokal in na to zapisal. Thomas Alva Edison, zaostal otrok z izjemno mamo, je postal genij stoletja. Ni pomembno, kakšne čevlje smo obuli, ampak po kakšnih poteh smo hodili in predvsem s kom. Če imamo ob sebi človeka, ki v nas verjame, smo zmožni prehoditi dolgo, strmo pot in priti do cilja, naj bo še tako daleč stran. Vse je mogoče, če se le hoče, in več nas bo takega mnenja, lepši bo svet. Lahko noč.